Hvala, hvala, hvala. Hvala je beseda, ki nam lahko spremeni življenje. Hvala je tako magična beseda, ki v sebi skriva neverjetno moč. Vendar žal mnogokrat pozabimo nanjo. Stvari največkrat jemljemo kar za samoumevne. Pa ni tako. Najprej se iskreno zahvalimo sebi, ker smo si znali vzeti čas le zase. Ta trenutek smo si vzeli teh nekaj dragocenih minut svojega časa, ki ga bomo namenili hvaležnosti. Zdaj pa poiščimo 5 stvari, za katere smo resnično hvaležni, ter se v svojem srcu zahvalimo zanje. Udobno se namestimo. Biti nam mora čim bolj udobno. Naredimo globoki vdih in izdih. Počasi in nežno zapremo oči. Dihajmo globoko in počasi. Varni smo. Vse je v redu prav tako, kot je. Pripravimo se na vodeno meditacijo hvaležnosti. Prav hvaležnost ima najvišjo vibracijo. Hvaležnost in ljubezen. Opazujmo svoje dihanje in se poskušajmo še bolj sprostiti in umiriti. Vse je v redu. Naredimo globok in počasen vdih in izdih. Le dihajmo in smo. Hvaležni ljudje so v resnici srečni ljudje. Le kdo si ne bi želel biti srečen? Zato se učimo hvaležnosti in jo negujmo. Negujmo jo sleherni trenutek. Z vsakodnevnim zahvaljevanjem v naše življenje prihaja še več tega, za kar smo resnično hvaležni. Mogoče pride v življenju tudi trenutek, ko ne vemo, zakaj bi sploh bili hvaležni.
ko nam je hudo, ko trpimo, ko smo bolni, ko občutimo nesrečo, ko smo zapostavljeni, razočarani, prizadeti ali kakorkoli trpimo. Takrat mislimo, da je ni stvari v življenju, za kar bi se lahko zahvalili. Takrat nam vibracija popolnoma pade in nam gre v narekovaju vse narobe. In prav takrat je še toliko bolj pomembno, da se zavedamo moči hvaležnosti, saj je prav beseda hvala tista, ki odpira vsa vrata. Takrat se še posebej zavedamo moči magične besede hvala. Hvala odpira vsa vrata. Še bolj se prepustimo zdaj tej vodeni meditaciji hvaležnosti in to resnično občutimo v svojem srcu. Iskreno in iz vsega srca se zahvalimo, da smo se danes sploh prebudili, da smo živi, da smo tu, kjer smo ta trenutek. Mnogi se danes žal niso prebudili. Bodimo hvaležni, da lahko vidimo, slišimo, govorimo. Zahvalimo se svojim očem, da lahko vidijo vso to lepoto okrog nas. Zahvalimo se za svoje ušesa, ki lahko poslušajo vse, kar se nam dogaja. Hvala za usta, s katerimi lahko izražamo najrazličnejše besede. Hvala, 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 hvala. Zahvalimo se svojemu vratu, ki nam drži glavo in obračajo lahko levo in desno. Zahvalimo se hrbtenici, ki nas drži pokonci. Zahvalimo se nogam, ki nam omogočajo gibanje. Zahvalimo se rokam, s katerimi lahko sprejemamo in dajemo. Pomislimo na vse tiste, ki tega niso zmožni, na invalide, ki tega ne zmorejo in so odvisni od drugih. Hvala, hvala za to. Zahvalimo se svojemu srcu, ki nenehno dela za nas. Sekunde, minute, ure, dneve, tedne, meseca, leta in desetletja. Brezpogojno bije za nas, ter nam črpa kri do organov. Hvala ti, moje srce, ki brezpogojno dela za nas. Zahvalimo se svojim pljučem, dihajmo globoko. Naša pljuča nam to omogočajo. Hvala, hvala pljuča, da mi to omogočate. Zahvalimo se svoji prebavi, ki nenehno dela za nas. Nič nam ni potrebno za to storiti.
Hvala hrani, ki smo jo danes jedli in ki jo bomo še jedli. Zavedajmo se, da so na svetu tudi ljudje, ki nimajo ničesar, da bi jedli. Ljudje, ki zaradi lakote umirajo. Zahvalimo se pitni vodi, ki nam je tako lahko dostopna. Hvala, da imamo hrano. Hvala, da imamo vodo. Hvala, 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 hvala. Zahvalimo se preprosto zato, ker smo živi, ker dihamo in ker sploh smo. Pred nami je ponovno nov dan, ki smo ga dobili v dar. Zato naj ne mine niti en sam dan, da se ne bi zanj zahvalili, ter to resnično v srcu začutili. Koliko je vsega tega, za kar smo lahko resnično hvaležni, in tega največkrat sploh ne vidimo ter jemljemo kar za samoumevno. Hvala za starše, hvala za otroke, hvala za sorodnike in hvala za prijatelje. Hvala za dom, hvala za službo, hvala za vse, kar imamo. Koliko je vseh stvari, za kar smo lahko hvaležni. Hvala. Zdaj si pa poleg sebe predstavljamo osebo, ki nam je še posebej draga, osebo, ki nam je še posebej pri srcu, osebo, ki nam vsakodnevno bogati naše življenje ter ga dela še lepšega. Začutimo zdaj to osebo poleg nas. Zdaj se pa iskreno vprašajmo, kdaj smo se zadnjič zahvalili tej osebi? Kdaj smo ji zadnjič rekli iskrena hvala? Kdaj smo se resnično in iskreno zahvalili tej osebi, ki nas vsakodnevno osrečuje ter nam bogati in lepša sleherni dan? Še bolj si predstavljamo to osebo poleg nas. Zdaj je ta oseba tu, z nami. V svojih mislih jo objemimo. Poglejmo jo v oči ter si iskreno zahvalimo. Le preprosto ji recimo: hvala ti, ker si. Hvala, ker mi še dodatno bogati življenje. Hvala, ker v meni vzbujaš lepe občutke. Hvala za vse trenutke, ki sva jih lahko preživeli skupaj. Preprosto ti hvala, ker si. Iskreno mi oprosti, če se ti do zdaj nisem znala zahvaliti. Znal zahvaliti. Zdaj resnično začutimo hvaležnost za to osebo.
In ko jo bomo naslednjič videli, se ji tudi zares zahvalimo in ji povejmo, da nam osmisla naše življenje in da ga nam dela še lepšega. Hvala, hvala za to osebo. Vsakodnevno vadimo hvaležnost, vsakodnevno se učimo zahvaljevati. Ko se bomo znali resnično in iskreno zahvaliti, takrat smo tudi pripravljeni na prejemanje, takrat smo odprti za nove darove. Naj ne mine dan, da ne bi vsaj enkrat rekli hvala. Hvala, 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 hvala. Globoko zdaj dihajmo v znak hvaležnosti ter se zavedajmo moči besede hvala. Zdaj pa se počasi vrnimo nazaj. Zavedajmo se prostora, v katerem se nahajamo, ter se zavedajmo svojega telesa. Pomigajmo s prsti na nogah. Pomanemo si roke. Ter si obraz umijemo z veliko mero hvaležnosti. S hvaležnostjo v srcu stopimo novemu dnevu naproti. Ali pa se zazibamo v miren san. Hvala.